Sladko športno maščevanje Slovenk, ki so v meglenem Kopru premagale Avstrijke in prišle do prve zmage v elitnem razredu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Veliko prostora zdaj na desni strani za Slovenke. Zara Kranjčar pred golom in Slovenija vodi! Jubilejnih 50 je na tekmi z Avstrijo praznovala Lana Golob. Dobre novice iz San Marina prinašajo mladinke, premagale so vse nasprotnice in bodo v naslednjem ciklusu igrale spet v skupini A. Pozornost se zdaj seli na prvenstvo. Zgoščen urnik bo v prihodnjih tednih, začeli bomo v Nemčiji. Vsak dan ne dobiš priložnosti, da se soočiš s tretjo nogometno velesilo. Nemška reprezentanca je Sloveniji pripravila učno uro. Nič nenavadnega. Gre za selekcijo, ki je dvakrat osvojila naslov svetovnih prvakinj, ima eno zlato olimpijsko kolajno, 8krat pa so bile evropske prvakinje. Poraz v Dresdnu je bil na prvi pogled visok. Slovenke niso dosegle gola, a niso delovale nebogljeno. Imele so svoje priložnosti, vendar žoga ni hotela v gol. Igralke pod vodstvom selektorja Saše Kolmana so se držale zastavljenega koncepta. Definitivno najvišji nivo, mislim, da so Nemke v tem trenutku tretje na svetu, sveže iz finala Lige narodov, tako da definitivno tekmo na najvišjem nivoju. Po mojem mnenju, in glih kar evo sveže iz analize, zato ste me mogli malo čakati, definitivno smo, ne glede na rezultat, videli, da lahko igramo tudi proti najboljšim. Analiza je pokazala, da se je našlo veliko dobrih stvari. Ja, logično, določene zadeve, ki jih pač moramo popraviti, in pa določene zadeve, ki smo jih delali zelo dobro. V bistvu smo, če pogledamo malo nazaj, zgodovina, sem že kar nekaj časa tukaj, se mi zdi, da smo prvič proti Nemčiji dejansko igrali, si upale, imele priložnosti, lahko bi zadele tudi kar nekaj zadetkov, ampak ja, definitivno korak naprej. Lahke zmage proti reprezentancam, ki so slabše, ne prinesejo novih spoznanj. Našim dekletom manjkajo takšne tekme, na katerih so v vlogi močnega favorita nasprotnice, a v prihodnjih mesecih jih bo kar nekaj. Tekmo zelo težka, tako da ko priješ tisto zadnjo tretjino, včasih tudi malo več utrujenosti, ampak kot sem že prej rekla, definitivno ogromen korak naprej, že to, da sploh prihajamo v te priložnosti, da si upamo igrati, da jih izigramo in da same potem začnemo verjeti, da dejansko lahko igramo dobro in prihajamo v priložnosti in tudi zadevamo proti takim ekipam. Zaključeno nemško poglavje odprto avstrijsko. Če so bile v preteklosti Slovenke proti Nemčiji nadigrane, so proti severnim sosedam pred kratkim dokazale, da jih ni strah zoperstaviti se z odprto in napadalno igro. Med Nemčijo in Avstrijo časa za počitek ni bilo veliko. Predvsem je bil poudarek na regeneraciji, glede na to, da smo igrali v Nemčiji, tekma je bila kar fizično zahtevna, tako da smo veliko poudarka dali na regeneraciji in pa seveda na taktični pripravi za Avstrijo. Imamo določene neporavnane račune. Drugačna ekipa, zelo kompaktna ekipa. Jaz mislim, da Nemčija vseeno je stopničko še nad njimi, ampak definitivno ena zelo dobrih ekip, ki se zadnja leta redno uvršča na velika tekmovanja. Tako da mi gremo v tekmo z enakim pristopom, v bistvu z nobenim podcenjevanjem, ampak po drugi strani z miselnostjo, da gremo zmagati. Vsi vemo, da je dobra ekipa, dobra reprezentanca. Zadnja leta je vedno v Ligi A igrajo, tako da nas čaka definitivno zahtevna tekma. Avstrijke niso neznanka, so čvrste nasprotnice, ki vedo, kako se zoperstaviti najboljšim. V zadnjih kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu so nas prav severne sosede izločile iz tekmovanja. Naša dekleta so v nekaj mesecih skokovito napredovala. Ambicij proti Avstrijkam se ni skrivalo. Kar jih najbolj odlikuje, je cela ekipa, zelo so kompaktne, tako da ne bi izpostavljala sploh posameznic, ker res dobro delujejo kot ekipa. Koprska Bonifika je srečen kraj za Slovenijo. Na obali je v minuli Ligi narodov padla Velika Irska. Bilo je pred skoraj natančno enim letom. 25. februarja se je začel pohod naše izbrane vrste proti Ligi A. Tudi takrat vreme ni bilo prijazno, tokrat pa se je nizkim temperaturam pridružila še gosta megla.
potem, ko sta zadoneli obe himni, je šlo za res. Tretji zadetek za slovensko izbrano vrsto. Odlično odvzeta žoga zdaj na polovici Avstrijk. Lara Prašnikar dokaje Korošec. Nekaj prostora za Zara Kramžar. Zara Kramžar ima priložnost, ampak prepovedani položaj, kot kaže. Izjemno močna je v teh dvobojih 1-1 Zara Kramžar. Kako je zdaj pustila za seboj Gutmanovo in podala do Maje Sternat. Maja Sternat ima zdaj prostor na levem krilu za preigravanje. Še vedno Maja Sternat, ki lahko strelja. Maja Sternat strelja čez gol. Krasno preigravanje Maje Sternat, na to pa nevaren strel, če bi tole šlo v okvir. Mislim, da vratarka El Šerifova tule ne bi imela posebnih možnosti. Avstrija sicer nekoliko več pri žogi v teh uvodnih 20 minutah. Veliko prostora zdaj na desni strani za Slovenke. Zara Kramžar je pred golom in Slovenija vodi. 1-0, Zara Kramžar. Tale dober začetek slovenske reprezentance se je moral nekako poplačati in to smoli, ki so imeli Slovenke na nekatere trenutke v Nemčiji. Zdaj Zara Kramžar za vodstvo Slovenije z 1-0. Zara Kramžar s svojim 10. zadetkom za reprezentanco na 25. nastopu. Slovenija pa popolnoma zaslužena v Kopru vodi proti favorizirani Avstriji z 1-0. Še enkrat v ponovljenem posnetku. Slovenke so prebile obrambo Avstrije na desnem krilu. Podaja pred vrata. Zara Kramžar je bila polodločna do Avstrijke in se prva prebila do te žoge. Za igralko njenega kova ta zaključek ni posebej težak in Zara Kramžar je Slovenijo popeljala v Kopru do vodstva z 1-0 proti Avstriji. Mateja Zver je osvojila žogo na sredini igrišča. Lepo je našla Zaro Kramžar. Krasno Zara Kramžar do Lare Prašnikar, ki vrača Zari Kramžar. Zara Kramžar pred vrtarko, vendarle pa brani Marijela El Šerif. Torej Slovenija v nespremenjeni, oziroma Slovenija z eno spremembo, Avstrija v nespremenjeni postavi. Lara Prašnikar zdaj z nekaj več prostora. Avstrijke so bile pozorne, Lara Prašnikar je samo pred vrtarko. Lara Prašnikar strelja mimo gola. To je bila lepa priložnost za Slovenijo. Že takoj v prvi minuti nadaljevanja v 5-metrskem prostoru Zale Meršnik. Podaja na drugo stran, kjer pa je zamudila Liza Kolb. Blizu so bile Avstrijke. Če bi tule Kolbova prišla do žoge, bi bilo izjemno nevarno. Naše so tule izgubile Kolbovo. Nekaj nezbranosti v obrambi zdaj tudi Dominika Čonč, kljub temu, da igra že celotno srečanje, še vedno z veliko energije, odlično je zadela križaj v obrambi. Zdaj naprej, konec je tekme v Kopru, Slovenija je premagala Avstrijo z 1-0. Zgodovinska prva zmaga, padla je Avstrija, račun izpred leta in pol je poravnan. Slovenija se je Avstrijo odložila za poraz v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo in dosegla svojo prvo zmago v Ligi A. Polno enih emocij, enega pričakovanja nam bo uspelo do konca pripeljati. Na koncu sploh ne vem, zakaj je bil tak pritisk, ker v bistvu smo mi tisti bili, ki smo bili bližje drugemu golu, kakor pa Avstrijke. Ampak vseeno, pač, ne vem, fenomenalno, res. Mislim, vsi smo presrečni, vsi smo garali in delali za to, da smo prišli do tle. In mislim, da smo pokazali, da nismo slučajno tukaj in da pač si zaslužimo biti v najboljši diviziji. Seveda, veselje je zelo veliko. Sem ponosna na celo ekipo, tudi na stav. Sem videla, da smo res pokazali, da smo borbali od prve do zadnje minute in to se na koncu povrnilo s 3 pikami. Vedeli smo, da bomo trpele, zaupali smo taktiki, seveda od našega coacha in dali smo vse od sebe. Punce so danes res disciplinirano delale, predvsem faza obrambe. Vedeli smo, kako Avstrijke igralo, pripravili smo se na to in vedeli smo, da bo naša priložnost iz tega pritiska na njihovo zadnjo linijo, ker jih bomo prisili v neke napake in potem iz proti napada, kjer bomo imeli veliko prostora pred njihovim golom. In to se je danes zgodilo, tako smo gol dali, tako smo si te šanse ustvarili in ja, komod bi lahko bil še kak gol več.
Po 2 odigranih krogih slovenske skupine kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu vodi Nemčija, ki je premagala tako Slovenijo kot tudi Norveško. Severnjakinje so morale Nemkam priznati premoč z 0-4. V prvem krogu je Norveška sicer premagala Avstrijo z 1-0 in si prislužila 3 točke. Prav toliko jih ima tudi Slovenija. Kvalifikacije se bodo nadaljevale čez dober mesec. Slovenija se bo 2-krat srečala z Norveško, najprej 14. aprila na gostovanju, nato še 18. aprila na domačih tleh. Reprezentančnega Abrahama je proslavila s 3 točkami. Lana Golob je na tekmi proti Avstriji prišla do mejnika 50 odigranih tekem v reprezentančnem dresu. Nogometna pot jo je hitro odpeljala iz Slovenije. Najprej jo je vodila v Neapelj, izpod Vezuva se je nato preselila v Švico k Baslu, a se kmalu spet preselila v okolico mesta Diega Armanda Maradone. Nato je igrala še v Belgiji in nosila dres Bolonje, zdaj pa je v Glasgowu. Ves čas nastopanja v tujini je bila pomemben člen reprezentance. Postala je steber ekipe, igralka, ki je zadolžena za obrambne naloge, a ko je treba, se ne brani obiska nasprotnega kazenskega prostora. Ampak danes ni nič kaj pravlično vreme, precej vetrovno. Priložnost morda za Slovenijo, morda igra z roko, ni se oglasila sodnica, na koncu pa gol. Gol za Slovenijo, v 5. minuti vodijo naše z 1-0. Lana Golob je strelka. Odličen začetek za slovensko reprezentanco, ki je po kotu najprej zahtevala igro z roko, na koncu pa se je izšlo še bolje od 11 metrovke z zadetkom za vodstvo z 1-0. 50 pa je za Lano le številka. Ali je prvi nastop ali 50. Vedno, ko kdorkoli lahko zastopa našo lepo državo, je nekaj neopisljivega. Tako da sem samo ponosna, da lahko imam to čast zastopati našo Slovenijo. Če bi bila tekma z Avstrijo odigrana dan prej, bi Lana jubilej 50 tekem praznovala natanko 8 let potem, ko je prvič oblekla dres z državnim grbom. Prva priložnost v članski kategoriji, potem ko je zastopala Slovenijo tudi v nižjih selekcijah, se je ponudila 6. marca leta 2018. V Ajdovščini se je igrala prijateljska tekma proti Srbiji. Začela je na klopi za rezervistke, nato pa odigrala drugi polčas. Zelo zanimivo, kje smo bili takrat. Sem pa ponosna, kako je ekipa skupaj skozi leta, kako smo se spreminjali in da smo lahko danes tukaj vesele vse skupaj na takšnem nivoju. Je košček čudovite sestavljanke uspešne nogometne zgodbe ženske reprezentance. V ekipo prinaša borbenost, nepopustljivost in zmagovalno mentaliteto, ki jo je gradila skozi leta igranja v tujini. Letos pa dokončno kronala s prestopom v Glasgow City. V prestižni škotski ekipi se je že zacementirala v prvi postavi, trenutno je z moštvom na prvem mestu prvenstva, a ohranja svojo skromnost in pred posamične dosežke postavlja kolektiv. To je ekipni šport, tako da osebno tukaj me v bistvu ne zanima tako veliko. Meni je samo važno, da je ekipa zmagala, kar lahko dam jaz za ekipo v bilo kakšni tekmi, je tisto, kar mene zanima. In na koncu seveda ekipna zmaga šteje in to je nekaj neopisljivega. V slogi je moč ali pa več glav, več ve. V času zbora slovenske reprezentance se je strokovno vodstvo odločilo, da odpre svoja vrata in na predstavitev dejavnosti povabi vse prvoligaške trenerje. Jaz mislim, da zdaj že to kar nekaj časa traja, ta pobuda, da bi malo se povezali, da bi malo določili neke smernice. Zaradi tega smo tudi se že parkrat dobili v prejšnjem letu. Iskali neke skupne točke glede samega modela igre
kako bi se naj igralo v fazi branjenja, v fazi napada. Mislim, da je to res dobrodošla ideja oziroma pobuda selektorja. Tudi sami trenerji vidimo neki način dela, neko vodilo za boljši razvoj, za samo boljšo igro v naši ligi, da bi prenesli neke ideje tudi v svoje treninge in res zelo spodbudno. Jaz mislim, da je to pač ena prava smer tudi za klube, da se razvijamo v bistvu potek članskega nogometa in reprezentančnega, da probamo slediti nekim smernicam, ki ima reprezentanca. Nogomet se hitro razvija. Če za trenutek obstaneš na mestu, se lahko hitro čutijo posledice. Selektor Kolman s svojim strokovnim štabom strmi k temu, da bi stopali v koraku z evropskimi smernicami, ki temeljijo na kombinaciji moči in tehnike ter napadalnemu pristopu, ki prinaša zadetke in na tribune vabi gledalce. Večina slovenskih klubov nima izkušenj z prve roke, pri Muri pa vedo, kako je igrati na mednarodni sceni, kjer se pristopi iz teorije hitreje prelijejo v prakso. Mi smo kar bili v teh evropskih tekmah, smo podrobno morali spremljati nasprotnike, jih analizirati, posledično zaradi tega tudi prilagoditi treninge, ker v Evropi se res igra dosti hitrejši nogomet, agresivnejši in igralke res moraš čisto drugače pripraviti na te tekme, tako da smo kar nekaj približek tega tudi same uporabljali v svojih treningih. Na slovenski sceni je slika trenutno še nekoliko drugačna, a je opazen napredek v primerjavi s preteklostjo. Trenerji že uporabljajo evropske prijeme. Tukaj pride do izraza kvaliteta igralk in pač pogoji, ki jih ima reprezentanca od kluba. Kaj pa je še posebej trenerjem stopilo v oči na odprtem treningu, kar bi lahko uporabili tudi na klubski ravni? Ja, neka tranzicija, ki v bistvu pride mogoče prav proti, ko igraš proti neki boljši ekipi, kot smo igrali mi proti Muri, da je mogoče neke zadeve, ki bi prišle prav tudi za našo ekipo. Sigurno, vedno vidiš kaj novega, vedno ti nekaj pade v oko, ti je zanimivo in ja, kar nekaj takih stvari je. Odprti treningi niso novost in cilj je, da postanejo stalna praksa. Šport je tekmovalnost, a ko govorimo o reprezentanci, je poudarek na skupnem delu, doseganju standardov in povezovanju. Namen je, da se dobro prakso ohranja tudi v prihodnosti. Jaz mislim, da je to res ena prava smer, ki se pač razvija, tako da čim več takih zadev. Mislim, da bi tudi klubi rastali s temi zadevami. V zaključku oddaje se bomo še vrnili k reprezentancam, zdaj pa se selimo v Ajdovščino na prvenstveno srečanje med Primorjem Toslonotri Cosmetics in Aluminijem Kirurgijo Esthetikal. S pregledom zadetkov začnimo v 7. minuti. Uvodni gol je dosegla Barbara Kralj, ki je pred nedavnim praznovala 150 zadetkov v prvi ligi. Ta je bil njen 154. Večji del posla so črno-rdeče opravile v prvem polčasu. Dobro so kombinirale nasredljeni gosti, potem pa zaposlile napadalke z globinsko podajo. Recept je deloval v 18. minuti. Z leve strani je Vita Mamić prejela podajo ter žogo potisnila v gol. Na Barbari Kralj po odhodu Gaja Bizjak v Mursko Soboto sloni glavno breme ajdovskega napada. Izkušena igralka, ki je 4-krat oblekla dres reprezentance, je dobro sprejela žogo in jo takoj udarila proti vratom Aluminija. Neža Foršnarič je še tretjič klonila. Končni rezultat je bil 4-0. Pod zadnji gol bomo podpisali kapetanko Marijo Capudar. Primorke so s 3 točkami na lestvici znova zavzele 3. mesto. Sredi tedna se igra do konca 18. krog, poglejmo pa si nedeljski razpored 19. Cerklje igrajo z Gažonom Lelogom, tekmo boste lahko pospremili v spletnem prenosu. V športni park Mozirje odhaja Ljubljana, derbi bomo imeli v Ajdovščini, na policah se srečata Primorje Toslonotri Cosmetics in pa Radomlje Medex. Tekma, ki bi v veliki meri lahko odločala o 3. mestu po prvem delu. Televizijski prenos bo z igrišča v Staršah, Maribor bo izval Muro Nono, ljubljanski obračun med Krimom in Olimpijo pa bo potekal v športnem parku Kodeljevo.
Oddajo bomo zaključili z lepimi novicami, ki prihajajo iz San Marina. Naša mladinska reprezentanca si je sredi Apeninskega polotoka znova izborila nastopanje v Ligi A, potem ko je na tokratnem turnirju odpravila Ciper, San Marino in kot bomo v kratkem videli še Estonijo. Na turnirju so naše izjemno dobro uigrale taktiko skota in tudi proti Estoniji so bile uspešne po prekinitvi. Zala Omerza je izkoristila blok na drugi vratnici in neovirano zadela. V 36 minuti smo videli podvojitev prednosti. Proti napad Slovenije Prelovšek se je obrnila in streljala. Nasprotna vratarka je nekoliko nerodno posredovala in novo veselje v taboru Slovenk. Estonke so imele po prvih 2 krogih enaki skupiček točk kot naša dekleta, a le prvo mesto je peljalo v Ligo A. Slovenija je imela nadzor nad igro tudi v drugem delu. Po preigravanju na levi strani je udarila Šrot in žoga je končala pod prečko. Delo je nato zaključila Trost, v nekaj minutah je 2-krat pospravila žogo v gol. Slovenija je zelo prepričljivo osvojila turnir, zbrala je 9 točk ob gol razliki 14-1. Mladinke bodo prihodnje kvalifikacije začele v Ligi A, nastopanje med elito pa si bodo v teh dneh poskusile izboriti kadetinje. Na sporedu imajo turnir v Krškem in Brežicah. Nasprotnice bodo ekipe Azerbajdžana, Belgije in pa Ferskih otokov. Več o tem dogodku pa v prihodnji oddaji. Se vidimo!